pomlad trka na vrata. In pomembno je, da tudi začnemo deliti nova znanja, ne samo med nami, v zelo ozkem krogu, ampak čim širše, da si tudi ostali znajo pomagati. Zato sem tudi zelo vesela, da je danes več kot 25 ljudi prijavljenih na to delavnico, kar kaže tudi na interes v pomurskem okolju na te teme in verjetno tudi na potrebo, s katero se soočamo. Zelo pomembno tudi za Vidov Breg, da smo v projektu Zelpot, kajti kot ekološka kmetija si prizadevamo res za čim bolj naravne rešitve, kar se tiče premagovanja podnebnih sprememb. In na tej mikrolokaciji, v osrčju Krajinskega parka Goričko se v bistvu res soočamo z pomanjkanjem padavin, z pomanjkanjem vode in je zelo pomembno, da vsako kapljico uporabimo za vzgojo in rast naših zelišč. Danes smo se zbrali na Vidovem Bregu, da predstavimo ekosistemske tehnologije, glede na to, da to območje leži v pasu z manj padavinami in da je zemlja peščena, je nujno uporabiti tehnike za zadrževanje vode. V okviru projekta Zelpot, ko ta aktivnost poteka, želimo pokazati na primeru tega Vidovega Brega, da se da brez poseganj v prst, brez uničevanja zgornjega dela tega rodovitnega, tudi vodo zadržati, povečati absorpcijo vode v zemlji, omogočiti ponovno rabo vode, na ta način spremeniti, izboljšati rastične pogoje in omogočiti za gojenje zelišč, zelenjave in podobno. Tako da te aktivnosti so velika podpora podnebnim spremembam in Zelpot projekt prav razvija te ukrepe in danes bomo tu na Vidovem Bregu to pokazali, kako se to v praksi naredi. Nadaljevali bomo seveda tudi v prihodnje, tako da upam, da bomo imeli vsak teden nek dogodek in že naslednjo nedeljo vsi prisrčno vabljeni na otvoritev degustacijskega prostora, kjer se bomo pogovarjali z dr. Karlom Držanom o naravi, o človeku, o duši in kako lahko v teh čudovitem okolju, ki nas obdaja, delamo čim bolj pozitivne stvari, ki nam pomagajo v rasti.